Pozdravljeni! Danes bomo spregovorili o izjemno zanimivi temi. Namreč beseda bo tekla o bolidih, kateri so imeli v Formuli 1 štirikolesni pogon. V zgodovini Formule 1 smo videli kar nekaj projektov s štirikolesnim pogonom in najbolje, da se lotimo prvega. In ta je verjetno tisti najbolj znan, imenovan Ferguson P99. In najprej okrog znamke. Gre za idejo Harryja Fergusona, znanega konstruktorja traktorjev. In njegova ideja o štirikolesnem pogonu v Formuli 1 je temeljila na tem, da bi lahko ta prenos na to prodajal drugim ekipam. Zato so tudi naredili ta bolid, kateri je bil za svoje čase malce kontroverzen. Namreč dodatna teža diferencialov, polsovin in drugih prenosov je naredila ta bolid v bistvu nekonkurenčen. Zakaj? Ker se je takrat uporabljalo v Formuli 1 atmosferske motorje kubature 1500 kubičnih centimetrov in ta dodatna teža se je še kako poznala. A nastopil je na eni sami dirki za svetovno prvenstvo Formule 1, na veliki nagradi Velike Britanije leta 1961. Z volanom Sir Stirling Moss, a tudi to malce proti svoji volji. Namreč njegov Lotus 18 se je pokvaril in pri ekipi Walker so imeli na razpolago še Fergusona P99. Čeprav je bil diskvalificiran na tisti dirki, je nato zmagal na dirki Formule 1, a žal ta ni veljala za svetovno prvenstvo. Govorimo o tisti International Gold Cup iz Oulton Parka. Kot zanimivost tega bolida je to, da je imel leta 1961 motor še zmeraj spredaj, kar je bilo precej zastarela zadeva. In tudi, če pogledate, kako je bil nameščen voznik, to se pravi ne v sredini, ampak malce na stran, ni to posledica štirikolesnega prenosa, kajti motor spredaj in pogon zadaj je tista klasična konfiguracija, na katero smo bili navajeni v prejšnjem desetletju. A vseeno, P99 je imel še dokaj zanimivo športno kariero. Naprimer, leta 1963 ga je vozil Graham Hill na seriji Tasman, ko so mu zamenjali motor s tistim z malce večje kubature 2,5 litra, kar je veljalo v tisti seriji. In leta 1966 so z njim v Veliki Britaniji osvojili gorsko hitrostno prvenstvo. Pojdimo raje na drugi bolid, znani BRM P67, kateri je izjemno zanimiv, kajti bil je sestavljen iz delov raznih drugih bolidov. Nastopil je na kvalifikacijah za eno samo dirko leta 1964 in zadeva je šla nekako takole. Prenos je isti kot od Fergusona P99. Kupili so ga od Harryja, to je bila njegova zamisel. In seveda, šasija je bila tista, ki so jo imeli na razpolago v ekipi BRM P261, vzmetenje z modela P57, motor je bil pa P56. Ko so dali vse to skupaj, je prišel na dan P67. Kot sem povedal, nastopil je samo na kvalifikacijah za veliko nagrado Velike Britanije 64. kjer se je kvalificiral kot zadnji. In potem so ga umaknili, kajti videli so, da je prepočasen. A kljub vsemu, ta bolid, katerega so potem prodali zasebnim lastnikom, je leta 1968 osvojil gorsko hitrostno prvenstvo Velike Britanije. In pojdimo na tretji bolid, Lotus 63. Tisti bolid, kateri je nekako vmes znanih Lotusov 49 in 72. Na dirkah svetovnega prvenstva Formule 1 je nastopil leta 1969, kar je bil nekak višek bolidov s štirikolesnim pogonom v svetu Formule 1. Bil je prisoten na 7 dirkah, a brez omembe vrednih rezultatov. Vozil ga je tudi Mario Andretti med drugimi in kar je zanimivega pri njemu je to, da vidimo ta vmesni člen, kako ima še dele modela 49 in inovacije, ki jih
bomo videli pri 72. Naprimer, vidimo že tiste zavore na notranji strani, pri šasiji na prednji premi, vidimo tudi prenos tiste polosovine, katere so gnale prednji par koles, vidimo še zmeraj tisti centralni hladilnik, a vidimo tudi tisto tipično obliko zagozde. Četrti bolid, katerega moramo omeniti, je pa Matra MS84, kateri je v bistvu tisti bolid, kateri je prejšnjo sezono zmagal naslov svetovnega prvaka MS80 s štirikolesnim pogonom in poizkusil ga je na prostih treningih velike nagrade Nizozemske Jackie Stewart. Brez komentarja se je raje vrnil na starejši MS80 in pri ekipi Kenatirela Matra International so ga uporabljali več ali manj za rezervo. In že tu je zanimivo, da so ga rabili pri ekipi Kenatirela, kateri je imel že citiran Ford Cosworth DFV, in ne pri tisti tovarniški ekipe Matra, katera je bila tudi prisotna v svetu Formule 1. Kar ji velja tu omeniti, da je z njim Johnny Servoz-Gaven dosegel 6. mesto na veliki nagradi Kanade in tako osvojil eno in edino točko bolidov s štirikolesnim pogonom v celotni zgodovini svetovnega prvenstva Formule 1. Pojdimo naprej na 5. bolid, McLaren M9A. Tudi pri ekipi Brucea McLarena so se ukvarjali s to idejo štirikolesnega pogona, spet v letu 1969. Kot sem povedal, Cosworth DFV je omogočal uporabo štirikolesnega pogona brez velikih izgub zaradi dodatne teže in spet na velike nagrade Velike Britanije. Vozil ga je Derek Bell, a brez velikih rezultatov. Ko ga je Bruce McLaren poizkusil, je opisal svoje občutke, ki jih je imel s to svojo kreacijo, s tem svojim bolidom. Opisal je, da voziti M9A je nekako tako, kot da bi se skušal podpisati na list papirja in da bi ga nekdo stalno grabil za komolec. In seveda, brez velikih rezultatov je tudi ta bolid odšel v pozabo. Tisti bolid, katerega moramo omeniti in kateri je izjemno zanimiv, je pa tudi bolid Cosworth, brez kakšne šifre. Namreč Cosworth nam je znan kot proizvajalec motorjev, a napravili so tudi eno in edino šasijo s štirikolesnim pogonom. Problem te šasije je bil ta, da so se inženirji, ko so projektirali, presneto ušteli s težiščem z raznimi rezervoarji, kar so hoteli popravljati, a nikakor ga niso uspeli popraviti do tega nivoja, da bi bil bolid stabilen. Zato ga samo omenjam kot zanimivost in občudujemo ga lahko še danes v muzejih, kljub temu, da ni nastopil niti na eni dirki. In je edina šasija, katero so sploh kadarkoli projektirali pri Cosworthu. In seveda ne smem spustiti niti 7. bolida, znani Lotus 56B iz leta 1971. O njem sem že govoril v posebnem prispevku in ima toliko inovacij, da z njim ne bom tu izgubljal preveč časa. Kogar zanima, si lahko pogleda tisti prispevek. Tu velja omeniti samo eno zanimivost. Kot ste že verjetno opazili, predtem sem omenjal Lotus 63 in 63 je višja številka od 56. Lotus 56 je najprej nastal kot bolid za dirko 500 milj Indianapolisa in šele kasneje je prišel v Formulo 1. Tudi zato lahko ta rahla zmeda med številkami. In na koncu, ker govorimo o štirikolesnem pogonu, moram dodati še nekaj. Imamo še en tip bolidov, kateri pa malo kdo šteje med bolide s štirikolesnim pogonom. Namreč 2 projekta med 6kolesniki, o katerih sem spet govoril v drugem prispevku. In seveda,
ker projekt ekipe March in ekipe Williams je imel dvojno os na zadnji strani in seveda na zadnji strani bolida tudi pogon, lahko pri teh projektih upravičeno govorimo o bolidih s štirikolesnim pogonom. Čeprav niso nikoli nastopali na dirkah za svetovno prvenstvo Formule 1, je prav, da jih omenim. A vkolikor koga zanima kaj več, naj gre v opis tega prispevka, tam dobi vse bližnjice. Toliko o štirikolesnem pogonu v Formuli 1. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.